Obhajamo božične praznike. Božič je obletnica Jezusovega rojstva, vendar ne samo to. Je dejstvo, ki je zaznamovalo celotno zgodovino. Bog sam je prišel prebivati med nas. Skrivnost človečenja Boga najbolj doživljamo v jaslicah, v domači družini, v bogoslužnem praznovanju, še zlasti pri sveti maši. Pri tem se nujno pojavi vprašanje, kako je mogoče ponovno doživeti dogodek rojstva iz predavnih let. V Lukovem evangeliju pri polnočni maši beremo, da se je odrešenik rodil danes. Ta časovni prislov se v božičnem času ponovi večkrat. Ponavljanje nakazuje, da Božje rojstvo presega meje časa in prostora. Tako kot rojstvo otroka pomeni upanje za družino, Božje rojstvo pomeni upanje za celotno človeštvo. Emanuel je Bog z nami, nismo sami. Utrjevanje upanja je še posebno pomembno v času, ko doživljamo vojno, različne oblike nasilja in druge vrste negotovosti. Bogoslužne besedila v božičnem času nam povedo, da so dogodki odrešenja vedno aktualni in zadevajo vsakega človeka. Ko slišimo ali izgovarjamo, da se je danes za nas rodil odrešenik, mislimo, da nam Bog v sedanjem trenutku ponuja možnost, da ga prepoznamo, sprejmemo in okrepljeni z vero zaživimo na nov način, kot so to storili pastirji v Betlehemu. Božje dete se ni rodilo v toplem domu, temveč na poti, v mrazu in negotovosti. Tudi v tem času mnogi trpijo zaradi različnih oblik nasilja in nepravičnosti. Njihov Božič je podoben tistemu na betlehemskih poljanah in begu svete družine v Egipt. Spomnimo se osamljenih, onemoglih, bolnih in tistih, ki v teh dneh v bolnišnicah skrbijo zanje, pa vseh tistih, ki delajo in skrbijo, da mi lahko v miru praznujemo. Tudi po njih Gospod prihaja k nam. V imenu slovenskih škofov, vsem družinam in posameznikom, krščanskim občestvom, Slovencem doma, v zamejstvu in po svetu, ter drugim krščanskim cerkvam in skupnostim želim blagoslovljen Božič. Naj nam praznovanje Božjega rojstva utrdi vero, prinesi miru, veselja in novega upanja.